en lep pozdrav, zdrav pozdrav. To je ena od resnic, ki upamo, da bo vzdržala, se pravi, da ne bo večjih okužb na tem območju. So pač okolja, kjer se to bolj širi, kjer se mogoče malo manj upošteva. Pri nas so, če gledamo, ljudje dokaj dobro sprejeli omejitve gibanja, potem zadrževanja v notranjih prostorih in pa seveda vse upoštevajo ukrepe, ki jih je tako sprejela vlada, kot tudi ki jih mi potem na terenu nadziramo. V Mestni občini Murska Sobota je dom starejših, oziroma so tako rekoč trije domovi starejših občanov in v nobenem zaenkrat niso opazili okužbe z koronavirusom. Namreč po podatkih, ki smo jih dobili strani vodstva, so očitno pravočasno sprejeli ukrepe zapiranja domov, prepovedi obiskov, ločevanja stanovalcev in pa seveda osamitve v prostorih, tako da se sam virus znotraj ne more širiti, ne dovoli se pa tudi obiskov ali kakorkoli po zadnjih podatkih v domovih. Mislim, da smo v isti situaciji kot celotna Slovenija. Mi se maksimalno z županom trudimo, da zagotovimo zadostno število mask in pa zaščitnih rokavic. Zato smo mimo dobav, ki jih daje država. Potem tudi izvajamo naročila opreme, tako da računam, da bomo do konca tedna ali pa do naslednje polovice tedna zagotovili vsaj zadostno število zaščitnih mask po prebivalstvu. Torej, mi smo takoj, ko smo začeli z delovanjem, torej 16. nekje smo zagnali zadeve, smo aktivirali občinski štab civilne zaščite in pa določene enote in službe, za katere smo določili naloge, ki jih opravljajo. Se pravi, izvajamo nekako, da ne bom povedal neke vrste nadzor, ampak kontrolo na terenu, kako upoštevajo občani, kako upoštevajo odloke oziroma predpise z področja omejevanja gibanj, potem zagotavljamo opremo, delitev opreme organiziramo, seveda v to pa vključujemo vse prostovoljne organizacije, od Rdečega križa do Karitasa in ne bom naprej našteval, da koga ne izpustim. Namreč vse organizacije, ki so vključene v delovanje sistema zaščite in reševanja, smo povezali preko Rdečega križa v te zadnje aktivnosti. Naši pripadniki civilne zaščite pa opravljajo, kot sem že prej povedal, nadzor po terenu in seveda potem tudi dobivamo povratne informacije, ki pa so zelo vzpodbudne. Namreč občani zelo dobro upoštevajo vsa navodila. Pri tem moram seveda povedati, da poleg vseh, ki so vključeni v aktivnosti, je močno vpeta tudi občinska uprava Mestne občine Murska Sobota, kjer potem nam nudijo celotni suport, tako z seznami, z pripravo dokumentacije za prehrano, za vse, kar je potrebno. Če gledamo pomoč, ki jo potrebujejo tako v prehrani in ostali oskrbi, je za to določen Rdeči križ za usklajevanje vsega. In ravno na današnji seji je prav, da je nekaj čez 50 prošenj.
tisti najnujnejši se tudi dodeljujejo določeni paketi, vendar do sedaj smo poskušali to zadevo razporejati tako, da nam v določenem doglednem času ne bi zmanjkalo stvari, tako da bomo lahko pokrivali najnujnejše potrebe preko humanitarnih organizacij. Tako kot sedaj stalno sledimo razvoju dogodkov, bi se lahko zgodilo, da tam konec aprila začnemo razmišljati o poskusu zagona v našem okolju.